Pred slabega pol leta so zaradi bankrota tehnika vsa dela na planiški letalnici zastala, stroji so utihnili, materijala je zmanjkalo, delavci so ostali brez plač. Gdje vodi ovaj svijet? Mi su došli za bolji život. Ne moram ja sad 35 let delam, sada sam lačan. Danes je slika v planici podobna, nikjer nobenega delavca, stroji stojijo, kot da bi kdo umrl. Ni čudno, da so v organizacijskem komiteju Planica nejevoljni. Gradbinci morajo zaključiti s svojim delom pred snegom, zato takrat pa ni prav veliko časa in bi človek vseeno pričakoval, da bojo že na svojem delovišču. Kljub temu verjame, da bo letalnica nared do jeseni, tako kot direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros, ki bdi nad prenovo velikanke. Pravi, da je le še vprašanje dni, kdaj bodo zabrneli stroji. Računam nekako konec tega tedna, začetek prihodnjega, da ne bi začeli delati. Ob tem je pomiril vse, ki dvomijo, da bo javna razsvetljava, specializirana za zunanjo razsvetljavo in prometno signalizacijo, sposobna dokončati tako zahteven gradbeni projekt, kot je letalnica. Bo, je prepričan Gros, s pomočjo strokovnih podizvajalcev in z dobro bilanco. Bilance, ki jih ima javna razsvetljava, v tem trenutku so po mojih kriterijih tako dobre, da ni variante, da bi do konca našega tega obdobja zabredel v stečaj. Gros napoveduje, da bo do konca prihodnjega leta dokončan tudi tekaški del nordijskega centra Planica. Na izbor izvajalca Gorenje projekt se je namreč pritožil avstrijski Strabag. Državna revizijska komisija naj bi dokončno odločitev sprejela v mesecu dni.